Žan Videc. Žan Videc, zdravo Žan. Zdravo, servus. Čeprav Žan, jaz mislim, da bi ti pristajala ustna harmonika, da bi malo... Je bila ali je bil to ni mali Sintič naš? Ne vem. Ko je? Nikoli namo videli. Ja. Mogoče pa pravimo, da je ustna harmonika. Ja, daj. Ja, zakaj pa ne? Tako. Se bo vedno popestri. Žan, kak si najprej? Super, vidva. Super, vredi. Ni vije, gled to. Polna življenja in energije. Ni hudega, ne? Žan, zdaj smo v takem času, treba je vprašati, ali gledaš Eurosong, spremljaš Eurovizijo? Ja, zdaj doma me ni bilo, pogledali smo malo za nazaj. Tako da... ja, to je to. Si pogledal, no? Okay. Da vidiš, kaj se dogaja. Tako, da vidim. Ali si kdaj razmišljal, torej, ne, da bi šel do konca tukaj, Ema pa pol Eurosong. Pa... Če bi dobili to priložnost, zagotovo bi z veseljem. Ja. Tako da, drugače pa... Ja. Drugo leto, te, ne? Ja, glej, možno, mogoče pa bo. Žan, danes si ravno pravi čas prišel, ker mi dva danes imava namreč anketo na naših družbenih omrežjih, pa tudi tukaj seveda v Vetru. Še enkrat vse pozivam, lahko sodelujete v anketi ali pa pošljete SMS na 051 220 220. Danes se pogovarjamo o tem, kateri del letance imaš najraje, torej ali oni zgornji del, ko zgleda kot mala bederca, ali oni srednji del, ko sta dve kosti. Meni je tudi srednji boljši. Res? Ja. Adijo, Žan, idi. Pa ne. Kak to? Mislim, bedra sem hotel reči. Res oni? Ja, res, ja. Zanimivo. Zdaj tako pažama neki vzorec, da ful žensk reče, da ima raje oni del, ko sta dve kosti. Aha, no pa jaz. Evo, vidiš, zdaj vemo. Ne? Ok, Žan, ampak danes nisi prišel sem, da se menimo o letancah in o Euroviziji. Novi komad imaš zunaj, ne? Tako je. Naslov? Kje je zdaj tvoje srce? Taki poetični naslov. Poetični, ja, tako smo se odločili. Ta naslov malo dolg, ampak dober. Ja, danes premierno smo ga spustili v svet, tako da nekaj za čez poletje. No, vidiš, jaz predlagam, da kar prisluhnemo, ne? Pa se vrnemo čez slabe 4 minute. Torej, Žan Videc, kje zdaj je tvoje srce, premierno tudi pri nas na Totem Radiu. Na Totem Radiu in Žan je tudi tukaj v Totem studiu. Zdravo Žan, še enkrat. Zdravo Žan in bravo Žan. Bravo. Dober komad je. Kdo še poje zraven? Ali je Sara Lamprečnik? Tako je. Evo, vidim, prepoznal sem back vokal zadaj. Bravo. Svetovno. Ja. Kaj še imamo tu? Najprej moram reči, da malo, ne vem zdaj rekel, stran od tvojega stila, ampak si bolj na funky, ne, bil tak do zdaj, mislim, recimo. Ogromno je bilo nekega funky, pa take stvari, zdaj pa kar tudi country, pa kar laufa. Ja. Čutim v tem, res mi je, uživam. Tako da, to je zdaj še eden izmed komadov, ki Super. Je nastal. Ki bo na albumu tudi. Tako je. Kdo vse je sodeloval tu pri tem komadu? Ali si sam se posnel kot princ, pa tudi, ko sem mislim, da tak hudi muzičar tu nisem. Okay. Tako da, ena super ekipa, ki je do zdaj sodelovala na vseh komadih, ki smo jih posneli. Okay. Art Music Records, ekipica, Goran Sarjaš, Roman Sarjaš, pa potem, kot smo rekla, Sara, Jurček, Marko, Žan Hauptmann in tako dalje. Pa se je vedno boljše, ne, ko vas je na kupu več, pa ideje letijo. Meni je to super. Fajn je, ker ste ponavadi eni isti, ne? Tako. Da ste že utečeni. To je tudi neka idejica, no, da bi to cool. Svetovno. Svetovno, okej. Rekel si, bil si februarja tukaj in smo se menili o albumu, si rekel tam nekaj, ne, ko malo bolj toplo, ko bo pomlad. Zdaj pa je malo še pa bo poletje. Zdaj pa je že bilo vmes ful toplo, ne? Ja, zdaj je spet malo hladno, tako zdaj napela. Žan, kaj je z albumom? To je bila želja pa ideja, ne? Ja. Ampak vse vemo, kak je to včasih, se stvari malo zavlečejo, tako da po poletju. Po poletju? Tako, super. Okay. Da si ljudje spočijejo lepo, pa potem... Tako, zdaj malo tega singla se ne poslušamo pa. Tako, ne, med dopustom, pa to po dopustu, ko pa prije vsi nazaj, ko so vsi prisotni, evo ga, album. Koliko komadov se je že nabralo? Ja, zdaj 12 jih je zaenkrat gor, pa bomo videli, ne. Čudovito. Kaj grede do 18 še, ali kaj?
Bomo videli. Po mojem ne, no, ampak. Ja. Se pa zgodi včasih, ne, da je 13. boljši kot 7, ne, pa se to zamenja. To pa je res. Ja, ali pa tih pol 13. Pa dobro. Čeprav bazi s 13. Ne. Ja, samo da ne na petek. Okay, 12 komadov, torej Žan, verjetno jih zdaj nimaš za sebe, verjetno jih špilaš tudi, kje, ne? Ja, zdaj teh, ki še niso izdani, še načeloma ne igramo. Okay, nekaj pa ja. Nekaj pa ja, seveda. In kje te lahko kaj slišimo, vidimo? Ja, zdaj jutri smo ravno tukaj pri vaših sosedih, Bistveno Nana. Tako. Po pa imamo še v juniju par datumov po Mariboru, tako da najboljše, da kar pogledate na Instagramu, Facebooku, vse objavimo pa. A imaš torej družbena? Seveda. Zanimivo. Žan Videc? Tako. Okay. Ja, ali imaš Žan 32? Žan 32, Sokol, nekaj. Ja, nekaj. Ok, torej na družbenih omrežjih ga najdete, seveda današnji pogovor tudi na Audio Špajzi kasneje, ampak Žan, preden greš, preden zapustiš toti studio, ti moramo midva še povedati, da te čaka tako imenovani tekstilni izziv. Ne? Ja. Tekstilni izziv, kjer moraš ti čim prej in čim lepše zložiti cote, ker bi radi videli, kako zlagaš cote, in sicer ene hlače imamo, kavbojke, eno majico s kratkimi rokavi, eno mikico s kapuco, ja, to je problem, pa ene z okne, da vidimo, reš kuglo ali palačinko. Ali... Dosti pove o človeku, tako da. Ja, kaj zložiš cote? Absolutno. Ja, tako da, ne, ali zlagaš. Ja, dobro, da imamo stol, ker ponaj pri meni je kar taka majica čez stol. Ja, mora biti, ja, pa mikica, pa jakna, pa to vse. Še posebej, če imaš kaki orbit rek ali pa kaki fitness štel, no so najboljše. To je niga boljše. Žan, hvala še enkrat, da si prišel. Gremo cote zlagati in se vidimo jutri, torej v Nani. Evo, lahko prijemo poslušati. Hvala vam za povabilo, ne? Evo, ajde, Žan. Lepo bodi. Eno za tebe imam tu, Žan. Le zdaj, kaj ti bo zapela Lutriša. Someone loves you, honey.